Torej, da začnemo s prvo lekcijo o vašem hrbtu. Da bomo dobro razumeli, kako ohraniti vaš hrbet brez bolečin, se moramo najprej naučiti, kaj je to gibanje v hrbtu ali hrbtenici in kaj je to gibanje v kolčnem ali ramenskem sklepu. Zakaj? Naj vam nazorno pokažem, zakaj je to ključnega pomena. Namreč, večina bolečin v hrbtu, ki nastanejo, nastane ravno zaradi tega, ker ste preobremenili in pretirano gibali tisti del hrbta, ki ste ga najbolj obremenili. Torej, tisti del hrbtenice, ki je bil najbolj v gibanju in ki je prenašal največ sil, tisti del bo tudi najprej poškodovan. Torej, tudi če čutite bolečine zadaj po nogi, kot je išias recimo, ne pomeni, da so vzroki za bolečine v nogah. Velika verjetnost je, da so vzroki v vašem hrbtu, hrbteničnih sklepih. Predvsem govorim o ledvenem delu hrbtenice oziroma ledveno-križnem delu. In z vsakodnevnim gibi, kot je dvigovanje težkih bremen ali pa dvigovanje tudi lahkih bremen, ki se ponavljajo ves čas, vi izzovete slej kot prej, tekom časa, poškodbo ali draženje v hrbteničnih sklepih. Kako pa se izognemo tem silam? Torej, vsakodnevno dobivate različne sile na vaš hrbet, zaradi vašega načina dela in pa načina gibanja. Ampak, a veste kaj? Vi se lahko tem silam izognete. Vi lahko te obremenitve izničite in še vedno ste produktivni oziroma še bolj produktivni, ker boste hitrejši in z manj bolečinami. In tukaj pride lekcija gibanja v kolčnem sklepu. Namreč, da se izognete bolečinam v hrbtu, se boste morali naučiti te prve lekcije. To je gibanja v kolčnem sklepu. Namreč, če vsak gib naredite izključno in samo iz hrbtenice, kadar se dvigujete gor in dol, torej dobro me pogledajte, to gibanje sedaj prihaja iz kje? Iz ledvene hrbtenice. Ker prihaja iz tam, je velika verjetnost, da boste ta del s tisoči in tisoči ponovitvami preobremenili. Torej, bodite z mano, poslušajte zelo dobro in spremljajte mojo tehniko. Torej, to gibanje bo izzvalo slej ko prej bolečine v vašem ledvenem delu. To gibanje je pa gibanje s tako imenovanim ravnim hrbtom, ampak gre v bistvu za gibanje v kolčnem sklepu. Tudi čutili boste čisto drugače. Čutili boste zadnjične mišice in pa zadnje stegenske mišice. Torej, ne gre za počepanje, pač pa gre za priklon ali predklon. Torej, dobro ponovite ta gibalni vzorec, ker je ključen za to, da ostanete brez bolečin. Karkoli rabite dvigniti, dvignite na takšen način, da boste učvrstili svoj trup, stisnite takole skupaj trup, potisnite zadnjico nazaj, stisnite žogo oziroma vaše breme, pa tudi če je to škata ali karkoli, in dvignite gor. Preprosto. Tako. Torej, na takšen način boste tudi sami sedaj potrenirali in povadili gibalni vzorec. Torej, sami morate sedaj narediti ta prvi korak. To je, potrenirajte razliko med gibanjem v ledvenem delu, čutili boste ledvene mišice in pa v zrcalu, če imate zrcalo, boste videli, da se gibljete tukaj v ledvenem delu. Tudi začutili boste, torej morate to začutiti, brez da se gledate. Potem pa probajte to narediti tako, da malček stisnete pas in greste z vašo zadnjico nazaj. In držite hrbet poravnan, trup čvrst. Takrat bo gibanje v kolčnem sklepu. In boste začutili zadnjico, razteg zadnjičnih mišic in pa dvig z zadnjičnimi mišicami. Torej, ponovite obe verzije in poglejte in začutite, kako velika razlika je, če dvigujete iz hrbta ali pa če dvigujete iz kolkov. Če boste dvigovali iz kolkov, ker so kolki anatomsko ustvarjeni za gibanje in bremena, boste videli, da boste kar enkrat čutili, da delajo ritne mišice, nožne mišice, da tudi mišice tam so lepo oblikovane. Če boste pa dvigovali iz hrbta, boste pa konstantno čutili samo hrbet, cel dan.
Vsak dan. In temu se hočemo izogniti. Sploh zato, ker želim, da vi ostanete zdravi ali pa če imate težave, da jih rešite. Torej, delajte na tem, kar sem vam pokazal. To je prvi korak in eden najpomembnejših temeljev, da postanete močni in zdravi in svobodni. Tako da gremo naprej na naslednji korak.